pozdravljeni vsi, ki se boste družili tole slabo urco z nami. Super, vesela sem, da imam danes take krasne gostje. Za tiste, ki jih mogoče ne poznate, en kratek, zelo kratka predstavitev, pa bojo punce mogoče še kakšno besedo več same povedale. Tema je ženski biznis pristopi, tako da jaz upam in si želim, da ne bi bili preveč feministični danes v tej urci oziroma v teh 45 minutah, pa kljub temu, da bomo dali dovolj poudarka na tistih temah, ki pa nas razlikujejo od moških, a ne? In v čem smo mogoče boljše in kako se lotevamo biznisa ženske. Tako da danes z mano Mateja Verlič-Brunčič. Dobrodošla, Mateja, hvala za tvoj čas. Hvala za vabilo. Ja, Mateja je doktorica računalništva, trenutno pa na Gym Planetu direktorica razvoja programske opreme. Drži? Ok, se pravi zelo v osnovi zelo tehnični profil dame. Potem je z nami Cica Gajič-Grabovec. Cica izhaja iz marketinških voda, sicer pa soustanoviteljica Ula Labsov in Diet Pointa. In pa Maja Požar-Andrejašič, ki je, čeprav vem, svojo pot tlakovala s študijem fizike in danes soustanoviteljica, direktorica in lastnica pač podjetja Rec d. o. Dame, dobrodošle še enkrat. Hvala za čas. Nekako smo se pogovarjali, oziroma nekako smo si zastavili tole okroglo mizo, da bi govorili o pristopih, ki jih imamo ženske v poslu in v poslovanju, pa bi mogoče vam za začetek postavila eno vprašanje, ki nas včasih, vsaj v pogovoru, ženske zelo pogosto zmoti, a ne. In sicer velikokrat nas sprašujejo, joj, pa kako usklajuješ družinsko življenje s poslom, pa kaj pa misliš o tem, da smo ženske preveč obremenjene v podjetništvu, bistveno več kot moški, ker moramo usklajevati vse te zadeve, a ne, družinske in poslovne. Pa vedno se pojavljajo neka vprašanja glede drznosti, glede ženskih kvot in vse to nam daje včasih občutek, da nas postavljajo v neko marginalno skupino hote ali pa ne hote. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Katera bo začela? Ajde, Maja, mogoče ti, ki si imela že prej besedo. Ja, zdaj sem pa že kar ogreta. Ja, ne vem, jaz mislim, da tukaj ni dosti razlikovanja med moškimi pa ženskimi, ne da ga ne bi smelo biti. Jaz mislim, da pač vsak poklic ali pa tudi vsak rang v podjetju bi pač moral biti tretiran kot rang, ne glede na to, ali si moški ali ženska. Seveda, bodimo realni, temu ni čisto točno tako, ne. Nekako pa tako skozi življenje, ko grem in sem vedno v takih moških vodah, ne samo v biznisu, ampak tudi v študiju, sem zmeraj dobila občutek, da pa ni fajn, ne, če si vedno ženska ali pa ženstvena, tako kot si res, kot bi ženska naj bila, ne. In potem se nekako začneš mogoče podzavestno prilagajati temu svetu, z leti pa ugotoviš, da mogoče to tudi ni najboljše, no. Da je prav, da bi bile ženske in da bi pač dale več poudarka, no, tem, bom rekla, tem svojim lastnostim, ki jih imamo, ne, tudi čut do sočloveka in tako naprej. Zadnjič sem ujela eno zelo dobro reklamo, kjer taki nastopa v spotu reče I will lead like a woman. Se mi je zdelo fascinantno, ne, da to pač vidim lahko v eni reklami po televiziji, tako da izgleda, da se svet malo spreminja, no. Zdaj, če so zato krive te ženske kvote, pa ne verjamem. Ok. Cica, kakšno je tvoje mnenje? Jaz se strinjam z Majo, da v bistvu tudi jaz mislim, da ne bi smeli biti razlik, ne, in da v bistvu nek stil vodenja, ne, je dostikrat odvisen čisto od drugih stvari, recimo tudi od tvojih osebnih značilnosti, konec koncev tudi od tvoje vzgoje, od okolja, kakšen je pač kakšen je tim, kakšen diversity je v timu, ne.
Zdaj, če se mogoče sam še na ta balans, ne, sem se kar veliko ukvarjala, ker mi je to predstavljalo izziv, ne, ampak mi je že pred to okroglo mizo dala Maja ful dobro iztočnico, pa vidim, da smo do podobnega prišli, da v bistvu moraš menedžirati svojo energijo, pa ne samo ženske, pa moški, mislim, ali samo ženske, tudi moški, ne, če se odločiš, da pač menedžiraš svojo energijo in jo daješ v stvari, ki te pomenijo, za katere veš, da si dober, ne, da so potem neki cilji, ki zadovoljijo in organizacijo in tebe, ne, in da si potem čezmeraj v overall življenju pač uspešen, ne samo v službi, ne, da v bistvu to bi mogel biti ključ, ne. In ko mene vprašajo, kako pa to balansiraš, rečem, probam pač svojo energijo upravljati, ne. Ne rečem, da mi gre vedno dobro, ne, pa da še zmeraj niso vrzeli, ker vse so pač urniki taki, ki so, pa družina in organizacija so pač živi organizmi, ne, in se spreminjajo, ampak se vedno probamo vprašati, ok, kam ne gre danes moja energija, ne. Pa vidiš, da imaš lahko pač, ne vem, 3-4 stvari in je potem dovolj, ne. In če se tukaj probaš temu smer, mislim, da potem lahko najdeš ta balans, o katerem vsi sprašujejo. Sploh, če imaš recimo že otroke, večkrat slišim, ne, zdaj, ko si pa mama, kako pa zdaj, ne. Ok, hvala. Mateja? Jaz bi se kar pridružila sogovornicama. Mislim, da je tole razlikovanje predvsem v glavah, ne samo žensk ali pa moških, verjetno tudi malo po industrijah ali pa po sektorjih, tisti, ki so že od dinozavrov naprej, so mogoče malo bolj okorni, rabijo malo več časa, da sprejmejo nas kot pač enakovredne, medtem ko, ne vem, v startupih ali pa teh malo bolj dinamičnih področjih pa ni, ne vem, jaz osebno zdaj ta trenutek ne čutim, da bi bila kaj posebnega, kaj več ali kaj manj, ker sem pač ženska, ne, niti slučajno. Sem pa mogoče šla sama tudi skozi neke faze od tega, da smo sovražniki, pa zdaj smo pa raje prijatelji, pa zavezniki, ki lahko drug drugemu pomagamo, nismo na nasprotnih bregovih, ampak smo komplementarni. Ja, mogoče imamo mičkeno več tega čuta do človeka, ampak jaz mislim, da se lahko vsi drug od drugega marsikaj naučimo, ne. Tudi o pogajanjih, tudi kdaj biti harš, pa mogoče bolj direkten, pa kdaj je treba malo bolj po ovinkih, pa malo z glajenjem robov. Kar se pa tiče tega balansiranja, jaz ne vem, če zares vem, kaj to pomeni, je pa definitivno pomembno, da imaš doma razumevanje družinskih članov, partnerjev teh, ki ti pomagajo ostati razumen in razumski in pač ne priti domov kot ena cunja, pa da pol se ne zdreš tam na svoje člane. Drugače pa, ko me moj dragi mal heca, jaz imam drugače super moža, me heca, da bo imel zlikane srajce, sem rekla, če si znaš računalnik pošraufati, tam so navodila za likalnik, imaš to. A veš, vse sam belo pa pisano, daš stroj, vse ostalo stroj sam naredi. Tako da sva te stvari malo porazdelila, no. Čeprav perem še vedno jaz. Ampak ja, itak, treba imeti razumevanje, pa se odkrito pogovoriti, ne, da se zdaj tam naredim vse, pa se bom šla mulit, zakaj neki ni videl, ne. Pogovarjati se treba, pa se da vse rešiti, po moje. Super. Zdaj, če se pa mogoče malo fokusiramo bolj na vodenje kot tako, ne. Zdaj ste v različnih ekipah, v različnih podjetjih z različnim številom zaposlenih ali pa nekaj velikosti ekipe in tima, ne. Kako v bistvu, kje ste se učile ali pa kako ste začenjali s temi prvimi koraki? Zdaj, kar jaz opažam v zadnjem času, da je tudi med našimi podjetji, tudi v portfelju SK podjetij, a ne, kar nekaj žensk, kar je super, a ne. Kje ste mogoče dobile nek navdih, neko inspiracijo, ne vem, a ste sledile kakšnim velikim voditeljem, a ste kaj brale, ste se učile kakšnih teh tehnik, ali na kakšen način pristopate pravzaprav sploh k vodenju ljudi, podjetja kot celote? Gremo po istem krogu? Spet jaz. Ja, ne, jaz izhajam čisto iz tehnične stroke. Vodenja sem se učila sproti. To je velik izziv še vedno zame, tudi danes. Ampak je pa tako, no, zelo rada vprašam koga, tudi druge podjetnike,
ko naletim na tisti problem, ker če mi nekdo razloži širšo sliko, je v tistem trenutku mogoče še ne razumem, jo pa potem kasneje recimo implementiram. Drugače pa prav kakšnih posebnih tehnik, da bi jaz vedela zanje, ne uporabljam, razen to, da smo pač iskreni. Po mojem mnenju moramo biti zaposlenimi, pač morajo biti karte odprte in treba se pogovarjati. Se trudim biti zelo razumljiva, oziroma razumna, no, tako da bi recimo vsi nekako, po mojem mnenju bi bili vedno vsi zadovoljni, mogoče kdaj niso, in tudi takrat, ko niso, je potem prav, da pridejo in povejo in da poskušamo najti neko skupno rešitev. Sicer pa tako, no, jaz se sproti učim, kar se vodenja tiče, se prepuščam temu toku, skušam biti čim bolj odprta tudi za nove stvari in tako naprej in nimam nekih, bom rekla, posebnih vzornikov, ki bi jih lahko zdaj navedla, pa sledila nekim tehnikam, no. Jaz mislim, da to mora vsak pri sebi najti. Okay. Misliš, zdaj, ko se pač učiš po poti, medtem ko vodiš in delaš in pač poskušaš, ne, kaj deluje, kaj ne deluje, pač delamo vsi tudi napake, a ne? Misliš, da ti ekipa to zameri, imaš tukaj kakšne slabe občutke, da si nekaj poskušala, pa pač ni uspelo ali pa kakorkoli, ali pa da imajo občutek, da se na njih učiš? Ne, to ne. Pravzaprav imam tudi kakšno slabo izkušnjo, ampak mogoče zgolj zaradi tega, ker je prišlo do nekega nerazumevanja mojega načina vodenja. Ker jaz sem zelo natančna oseba in ne glede, pač raješ imam, da so stvari prav narejene, čeprav trajajo dlje časa, ampak da se eno stvar dela samo enkrat, ne pa 5-krat popravlja. In mogoče včasih, če dobimo osebo, ki pa rada naredi stvari na hitro ali pa mogoče je bolj zagnana za neko stvar ali pa se hoče hitro dokazati, takrat imamo malo ta, kako bi rekla, crash med sabo, ne. In sicer jaz se res trudim razumeti vse aspekte, ampak običajno potem pride do tega, da se osebnosti med sabo pač, tako je rekla prej lepo, da niso komplementarne, ne. In takrat imamo izzive. Zato pravim, da se učim, no, da spoznavam še druge osebnosti ali pa druge poglede na svet, no. Sicer pa jaz mislim, da mi noben ne zameri tega, da pač jim kdaj ne pogledam skozi prste ali pa jim pač kakor je. Ok, Cica, kako je pri tebi? Ja, zelo podoben, jaz se tudi učim na poti, ko smo začeli delati produkte, nekako se sploh nisem zavedala, da bo enkrat prišel dan, ko bo mogla tudi voditi. In potem se to zgodi, ne. In imela sem srečo sicer, da sem v svoji prejšnji službi, da sem imela tudi žensko vodjo in še zdaj mislim, da je ena najboljših vodij, kar sem jih spoznala in sem se od nje ful veliko naučila. Še danes jo pokličem pa vprašam in všeč mi je bil njen jasen način vodenja. Zdaj pa glede teh napak je pa tako, da sem pristaš tega, da pač, ko se napake zgodijo, ne, da to tudi probamo skomunicirati, ne. In jaz s svojimi sodelavci pač nimam težav jim reči, ne vem, nisem vedela, nisem znala, prvič sem v tej situaciji, kaj pa zdaj, ne. Ta neka odkrita situacija, da lahko čisto iskreno poveš, da ne veš, ker se mi je zgodilo dostikrat v timu, ko so bile recimo kakšni izzivi pred nami, nismo vedeli, kako naprej, nek blok pa tako, da so bile oči vame uperjene, kaj pa zdaj? In jaz tako včasih nisem vedela, kaj zdaj, ne. Ampak vmes sem se pa spomnila, da mogoče pa dobro, da jim to zaupam, ampak zaradi tega, ker dostikrat so tudi zaposleni imeli rešitev, pa se jo niso upali pač povedati, ne. In če sam rečeš, ne vem, kaj pa ti misli, ne, tako, in da so začeli sprejemati tudi to, oni mi, da lahko zaradi, ker vsi skupaj rastemo, da so napake, da se z njih naučimo, da se z njimi iskreno pogovorimo in da so tudi pač dovoljene, ne, ker jaz ne moram reči, da sem super vodja ali pa karkoli, zato ker se učim. Dajem pa vse od sebe, pa znam pa tudi, se mi zdi pomemben, da znam priznati te napake, se iskreno pogovoriti in reči, ok, do tega je prišlo, kako bomo zdaj tukaj naprej in to se je vedno izkazalo za dobro, pač čisto en iskren pogovor. Ok. Mateja?
Ne vem, če poznam človeka, ki se je rodil kot super, duper pameten vodja. Tako da po mojega, ker vsi wingamo od začetka do konca, itak se učiš na ljudih, ampak se tudi ljudje učijo na nas, ne. Zdaj, definicija dobrega vodje je po moje, koliko je ljudi, toliko je definicij. Zdaj lahko si ful popustljiv, pa vse pustiš ljudem, da delajo glih, kaj hočejo, ne, enim bo to, to je the best vodja, drugim bo pa, pa zdaj mora pa vse sam, pa sploh nimamo smeri, tako da je po moje stvar, kakšen vodja si, čisto odvisno od tima, kakšen je, a rabijo malo več guidanca, ali so radi, ne vem, povsod, pa imajo radi kontrolo nad vsemi stvarmi. Kar se tiče kompatibilnosti, jaz pač pravim, da z vsemi, ki delaš, ne rabiš biti najboljši prijatelj, itak pa, da moraš imeti nek profesionalni odnos, da lahko vse delaš skupaj. Ja, valjda se s vsemi ne razumeš in ja, valjda pride trenutek v življenju vodje, ko mora nekomu reči, sorry, smo na tej točki, ko ne moramo delati skupaj, ne ti, ne jaz, pač nisi fit za mene, za tim, pač boš mogoče kje druge našel kaj boljšega, ne. Sama veliko poslušam, ne vem, kakšne podcaste, audiobooke, knjige, učim se od tjulnov, od, ne vem, bivših FBI-ovcev, kar se tiče pogajanj, ne vem, berem knjige o emotional intelligence, glavnem karkoli, kar mi lahko da nek vpogled, kakšni so pristopi, principi, kako reševati konflikte in polja, definitivno, če sam bereš, to ni cool, pač moraš tudi implementirati, pa moraš tudi dobiti nazaj povratno informacijo, v bistvu, koliko je bila ta implementacija uspešna. Tako da se mi zdi, da je življenje vodje skozi nek eksperiment, pa vidiš, pa malo tvikaš, kaj deluje, čist pa kaj ne. Okay. Pa verjetno je razlika, ali vodiš, ne vem, en oddelek znotraj nekega podjetja, ali vodiš, ne vem, lastno podjetje. A se vam zdi, da je to neka bistvena razlika? Jaz sem se še v vsaki službi obnašala, da je moja, tako da kjerkoli sem se obnašala, kakor da bi bil, pač, ali je to bil, ali sem bila jaz lastnik, ali pa kdo drugi, pač ta pripadnost mi ful pomeni in lahko delujem v takem okolju, tako da... Odlično. Ja. Jaz mislim, da ni razlike. Jaz mislim, da je, ne glede na to, kaj vodiš, pravzaprav, kateri koli oddelek, ali manjšo skupino, ali večjo, jaz mislim, da ni dosti razlike tudi v tem, ali imaš 10 ali 100 ljudi, ne, ali pa 2, ne, mislim, jaz mislim, da še vedno moraš biti vodja kot vodja, moraš imeti svoje poglede, svoje usmeritve. Okay. Se strinjam v teoriji, v praksi definitivno je to stvar osebe, ki vodi, kakšne ima ambicije, želje, kje se vidi v podjetju, kaj jo driva, ne, zdaj, če dela sam za neke eksterne niti to niso motivator, ne vem, za nagrade, za titule, za moč, pol verjetno dela za svoje podjetje drugače, kot pa za nekoga drugega, ne. Ne vem, če sodim po sebi, jaz grem all in. Zdaj, čisto svojega podjetja nisem imela, sem pomagala voditi, to je bilo all in, ni polovičarstva. Tudi zdaj tole, ko sem, je all in, ni druge variante. Vsi želimo spet, vsi smo v istem čovnu, veslamo, koliko se le da, pa če se vesla polomijo. Pač isto je za mene, no. Super. Se pravi, zdaj smo se pogovarjali malo o tem, nekih načinih in tehnikah in learning by doing in tako naprej, ne, in vseh teh napakah, ne. Ampak kljub temu velja neko splošno prepričanje, tudi malo sem brala, gledala, ne vem, diplomske naloge magistrske iz leta 2005 in diplomske magistrske naloge iz leta 2019, še vedno so trditve ali neke hipoteze, ki se postavljajo, da ženske kljub temu vodimo bolj z neko intuicijo, bolj z nekim našim notranjim glasom, kot z nekimi tehnikami, ki so pač predpisane v nekem managementu in v nekem sistemu vodenja podjetja ali pa projektnem managementu ali kakorkoli. Kje bi se ve našle v tej zgodbi? Se vam zdi, da ste bolj na tej strani feelinga ali bolj na tej strani nekih predpisov, metrik, tako naprej. Sploh mogoče glede na to, da ste dve recimo čisto zelo tehnični profil oseb, ne?
ali vam je mogoče bližje ta drugi del? Kar jaz začnem. Jaz že tako, kar sem prej recimo govorila, čisto po feelingu se sproti učim, ne. Ja, saj sigurno pač prebereš kakšno knjigo, pogledaš podcaste in tako naprej, še vedno vodiš po svojih prepričanjih, po svoji viziji. Tako da jaz sem bolj na tej strani feelinga, če se to izrazim. Cica? Ja, jaz sem tudi na strani feelinga. Sicer vem, da sem si v enem primeru sem si pa pomagala recimo z zunanjim coachingom. Namreč je bil en zaposleni, zvezda podjetja, ampak ko sem se pa jaz pojavila, je pa dostikrat mi rekel samo ja, in se je strinjal, ne. In mi ni bilo jasno, ker sem sedela zraven njega in vedela sem, da ima dobre informacije, ne. In sem samo hotela vedeti, zakaj, ko pa ne, pridem jaz v igro pa reče ja, ne. In sem se šla pozanimati in mi je coach lepo povedal, ne, da je to introvert, jaz sem ekstrovert in da moram komunikacijo prilagoditi njemu, da se mi odpre, ne. Da ne moram sedeti nasproti njega, da moram sedeti zraven njega, da moram mogoče malo manj mahati z rokami, ker jaz veliko maham z rokami in vse to. In ko sem spremenila ta del, ne, se je odprl in sem dejansko kdaj tudi slišala, ne strinjam se, jaz pa mislim tako. In meni je bilo tako, meni je bilo to tako logično, da jaz, da sem jaz človek, ki se lahko z njim ne strinjaš, ki poveš, kaj si misli. Meni je bilo to logično, ampak svojo izrazno mimiko pa očitno tega pri določeni osebi nisem komunicirala, ne. In takrat mi je ful pomagal zunanji coaching, da mi je znal pokazati, ne, kaj so v nekem pogovoru delam, da bi lahko potem iz sodelavca pač dobila to, kar vem, da je znal, ne. In tukaj bi rekla, da mi je to pomagalo, no. Takrat nisem mogla po feelingu, ampak so mi pač pomagali tudi zunaj in zdaj je super in se mi zdi, da smo dosegli pač ta nivo, da se mi lahko kdaj tudi ne upre, ampak reče, jaz se pa ne strinjam. Jaz imam pa druge informacije in dostikrat pač jih ima, ker to določene stvari bolj ve, kot jaz, ne, ker to dela. In moram reči, da ti kdaj tudi lahko zunanji coaching, pa nekdo, ki to zna, lahko pač tudi pomaga pri vodenju. Ok, super. Mateja? Jaz si ne znam predstavljati, da bi delala samo eno ali pa samo drugo. Pač ja, lahko imam nek gut feeling, hvala Bogu, zato imamo te 6. čute, da nekaj ugotovimo, da nekaj ni v redu, pa valjda uporabiš kakšne pristope, tehnike, karkoli, kar ti lahko to nekako potrdi ali pa ovrže. In ne vem, ljudi, ko delaš z ljudmi, valjda, če se pogovarjaš o nekem performance managementu, ne boš rekel, veš, kaj meni se pa zdi, da si pa ti tako malo len, ne? Ja, no, pa da, če ne vem, pač zdi se mi, a moraš priti z nekimi fakti, z nekimi KPI. Ja, meni se pa zdi, da smo uspešni, a na podlagi, če se ne vem, pač tako imamo lepe reklame, a res, koliko smo pa prodali, naprimer, ne? Tako da, jaz mislim, da to gre čisto z roko v roki, mogoče samo odvisno, na katerem končku spektra si bolj, ja, eni delajo po intuiciji, ko delajo neke nove stvari, nekaj preverjajo, če pa si ti v področju, kjer so stvari že razdelane, pa moraš spremljati sam nek napredek, tam po občutku, po moje, nimaš lih kaj, ne. Z ljudmi valjda moraš imeti malo feelinga, da veš, da, tako kot je rekla Cica, ne, da z enimi delaš tak, z drugimi tak, ko pa sklepaš nek biznis, imaš pa, ne vem, 15 knjig na temo teh pogajalskih tehnik, valjda ne boš šel tam wingati to, kar si se naučil, ko si prodal limonado, ne, pri nas se to sicer ne dela, a boš pogledal, kako to delajo veliki, ne, kakšne so tehnike, kaj prineseš zraven, a se strinjaš, ali kimaš, ali noge prekrižaš, ali ne, in pač kombinacija po moje obojega je nujna, če hočeš nekaj narediti. Super. Vse tri imate v ali solastništvu ali pa pri tebi, Mateja, so pač lastniki podjetja moški. Kako usklajujete vodenje, razmišljanje, usmerjanje podjetja, moški del ekipe, pa recimo ve? Ker predvidevam, ne, recimo sploh pri tebi, Maja, ne, vidva ste še zasebno partnerja, ne? Zadnja odgovorim zdaj. Zadnja odgovoriš? Ne, vse te hecam. Ja, z možem pač sva partnerja, ja. Partners in crime, kakor jaz rečem, ne, pač. Sva partnerja, življenjska partnerja in v vseh pogledih, no, kakorkoli že 20 let skupaj. Drugače, ja, ne, saj, my point exactly.
V bistvu je tako, no, midva se zelo dobro štekava, midva sva res kompatibilna, sva najboljša prijatelja, to je prvo, in sva tako skozi vse, kar nama je življenje dalo, šla vedno skupaj. Na firmo gledava kot na del življenja in nama je tudi, dostikrat me vprašajo, kako pa ločuješ? Ne ločujem, firma je pač najin life. Ne bom rekla zdaj, da 100% živim samo za firmo, sploh ne, ampak je pa del tistega življenja, pač, ki ga midva živiva. In zdaj včasih sicer zgleda zmenk potem tako, da pač imava da zmenk dejansko sestanek izven pisarne, pa po drugi strani kdo reče, okej, saj vidva sta itak cele dneve skupaj, ne, pa kaj se nista zmenila? Ja ne, v resnici se midva tudi cele dneve ne vidva, ne, ali pa so vsak na svojem koncu, pa tako. Tako da meni se zdi, da v bistvu to, da sva življenjska partnerja, ne, seveda že odprej, v bistvu ful velik plus. Jaz ne bi zamenjala, sploh, mislim, sva zelo kompatibilna tudi na tem poslovnem področju. Je pa res, da pa ločva področja v firmi tako zelo strogo. Pač on je zadolžen za razvoj in razvoj novih izdelkov in ima ekipo v razvoju in, bom rekla, dela in posveča se 100% temu. Medtem ko vodenje podjetja, strategije in vse te, bom rekla, ostale stvari, da naše podjetje sploh živi, je pa na meni. Tako da jaz menedžeriram v bistvu komplet podjetje, ta razvojni del, nov del, kar pa je v bistvu, kar poganja naše podjetje, ima pa on ta responsibility, da ga vodi, ne. Tako da jaz mislim, da partnerstvo na tak način pri nama se je izkazalo zelo uspešno, no. Je pa res, da morajo štimati vse ostale stvari prej, ne. Okej, super, čestitke. Jaz mislim, hvala. da je to res za čestitati. Bravo. Verjamem, da je pač malo takih parov, ki lahko recimo sploh skupaj dela, ne, kot tudi opažam, recimo tudi pri sodelavcih in tako naprej, ali pa ko se z drugimi pogovarjam, ampak jaz mislim, da če se najdeš tudi v temu, to tudi potem osebno zvezo precej bolj ojača. Lahko jo pa tudi, seveda, lahko gre pa tudi vsak svojo pot, ker se recimo potem v biznisu ne uskladita ali karkoli, no, ampak pri nama je glih kontra, naju to še bolj povezuje. Super, čestitke še enkrat. Ja, hvala. Sicer ti imaš tudi solastnike moške? Ja, pri meni je bilo pa ravno obratno, da so vsi mislili, da je moj partner v službi moj mož. Vsi v podjetniškem svetu, ki so razpoznali, so prišli do nas tako, ja, to ni tvoj mož, vedno niste skupaj, ne. Tako da, kar pomeni, ne, da sva delovala kot tim, ne. In se zdaj, ko pa se prav spomniti naših najnih sestankov, ne, kaj čva malo izboljšati, kako čva kaj v timu, je mogoče pri njemu z moje strani prišel ta 6. čut prav, ne, da sem recimo znala zaznavati, kaj kakšnega sodelavca bolj motivira, ne. Ker recimo sem rekla, pa daj tja malo v pisarno, ne, pa a veš, pa poglej, kaj delajo, kaj jim to pomeni, ne, pa ne vem, jih pohvali, pa on rekel, pa se vejo, da sem zadovoljen, saj če ne bi šel, ker bi povedal, pa jaz ko vem, ampak pohvala jim pomeni, daj sam stop tja do pisarne, zdaj, ko imaš li sam stop, živijo to, ne, in rečem, hvala, ker si mi povedala, ne, ker tega pa res nisem opazil, ne, recimo, to so bile take stvari, ki sem mogoče drugače, pa sva očitno delovala navzven tudi kot par, ne, imela sva res različne kompetence. Jaz sem čisti družboslovec, prihaja iz tehničnega sveta, tako da smo se v bistvu ful dobro dopolnjevala v pač razvoju projekta naprej, no. On me zelo veliko naučil pač tega metričnega razmišljanja, jasnosti in tako naprej. Jaz sem pa to dala mogoče zraven pač mogoče kakšno bolj strogost, bolj v smislu, da smo spremljali, smo zdaj dosegali rezultate, razumemo KPI-je in tako naprej vnašala in velikokrat vprašala, zakaj, ne. V podjetju so me dostikrat rekli, gledalcica spet zakaj, ne, ampak jaz dokaj ne razumem stvari, ne, težko, pa zakaj, pol, ko že sedmič vprašam, zakaj, ugotovimo, da v bistvu noben ni razumel, ampak da smo se sami strinjali, da bi bilo pa to mogoče dobro narediti, ne. Jaz kao, okej, ampak zakaj, ne. In ta zakaj je mogoče pač tudi ne zato, ker sem ženska, mogoče pač tudi čisto karakteristike, da moram razumeti, ne, o čem se pogovarjamo, ne. Tako da bolj
z tega vidika, no, da sva se dopolnjevala, no, in je bila, mislim, v bistvu bila zanimiva izkušnja, no. Še zmeraj je. Ja, vse teče. Mateja, ti si v malo drugačni poziciji, ne? Se pravi, lastniki podjetja so, zdaj ne vem, so samo moški, ampak recimo večinoma moški, ne? A je tukaj bolj zahteven proces usklajevanja ali je včasih celo lažje, kot če bi imela še žensko nad sabo? Nimam izkušnje, da bi imela žensko nad sabo, tako da ne vem, zares. Lahko povem pač iz prejšnjih izkušenj, kjer sva bila z lastnikom, kjer sva delala tudi 1 na 1 skupaj, pač ja, valjda si različni po karakterju, ampak to je neodvisno od spola. Ja, valjda imaš različne poglede na stvari, to je neodvisno od spola. Je mogoče, kar sem se naučila pri delu, je, da pač vprašam eno vprašanje naenkrat, tudi po mailu ali v živo, in da ne vprašam hkrati vprašanja, pa kontra vprašanje, ki lahko imata oba isti odgovor dali, ne, ker to je mnogo. To je pa vse. Vse ostalo, po moje, je bilo... mogoče, da treba se malo bolj direkt pogovarjati, pa tudi, če so kakšne opazke, se ne jemlje osebno, pač rečeš, glej, to ni nič osebnega, vsi se pogovarjajo, tudi če so malo bolj heated debate, se to reši pred tablo v nekih preglednicah z argumenti, ne pa nikoli se še ni zgodilo, da je bilo, ja, zdaj pa ti, ker si ženska, pa zdaj tiho bodi ali pa razmišljaš narobe, niti slučajno, ne. Tako da tu druge neke bistvene razlike, zdaj po svojih izkušnjah ne vidim, no. Mogoče moram probati še žensko šefico. Mogoče. Ok. Pa se vam zdi, da ste kdaj ravno zaradi tega, ker ste ženske bili pri kakšni stvari bolj uspešne? Da vam je kakšen ali posel, ali kakšno pogajanje, ali kakšno reševanje problemov, ravno zato, ker imamo nekaj, kar imamo samo ženske, da ste bile zaradi tega bolj uspešne. Kakšen case, kakšno izkušnjo mogoče delite z nami. Dobro, slabo, karkoli. Mogoče bi jaz tokrat začela. Dobro in slabo. Dobra v bistvu, da vseeno se čutimo mogoče malo bolj, ne bom rekla ravno ta materinski nagon je slaba beseda, ampak tak, da smo del communityja, da povezujemo stvari, vsaj jaz osebno, no, da gledam, da se vsi počutijo v tej moji družbi ali pa v mojem timu, da ni nekdo zapostavljen, ne. To je sicer v redu, po drugi strani pa zaradi tega istega čuta lahko hitro postaneš neka bergla ljudem, ker itak zrihtaš stvari, pa poskrbiš, da je vse v redu, ne pustiš. Včasih ne dopustiš ljudem, da bi padli, se malo potolkli, pa se ostali pa v bistvu iz tega zrasli, tudi ne glede na spolno. To so pač moje osebne izkušnje. Jaz se spomnim enega primera še iz prejšnje službe, ki je nekdo, eni menedžer, ki je rekel, ti si pa res ful pridna, in je rekla, sem tega mi ne govori, sem tega mi nikoli ne več reči, da sem pridna, ker to me najbolj pokoplje, ker to pomeni, da lahko pridete ob 6. zvečer v mojo pisarno, nekaj proste in bom to naredila, ne. To pomeni pridna, tako da nočem več biti pridna, ne. Ker to me je označilo in to me je zdaj postavilo v nek, jaz sem pridna in bom naredila. In se tega živo spomnim, ker sem bila zraven, ne, in si se, točno to, ne. Lahko si pridna, ne, ampak imaš lahko potem tudi neke svoje meje, ne, pač da moraš tudi oba spola, ne, ampak se mi zdi, da tudi jaz sem kdaj izrazen prav iz tega inclusive, pa nek ta community driven, pa ne, vodenje in tako naprej, da znamo včasih potem pa kakšno mejo prerahlo postaviti, ne, in ta bergla, ne, tako da se mi zdi, da pač, bi rekel nekemu moškemu, mislim, ne, menedžerju, ti si pa ful priden, ne. Teži rekel, ker je rekel pridna in me dobro naučila, ne, sam da mi reči, da sem pridna. Jaz pa recimo, zdaj sem malo razmišljala, no, dostikrat se mi je zgodilo, se mi še dogaja, da ne bo pomote, recimo, ko gremo na kakšne sestanke s kakšnimi večjimi playerji ali pa z večjimi kupci, recimo v kakšne velike firme, tam, ki morajo biti zraven, tako bom rekla, odrasli moški, in potem prideš kot ženska in vsi pričakujejo, okej, dobro, ta bo najbrž pisala zraven, ne, v resnici si pa ti tisti ta glaven, ki poveš, zakaj gre, ne, in
kar naenkrat se začnemo o tehničnih stvareh pogovarjati in ta ženska še kar ni tiho, ne. Ta ženska razume, kaj govori in dejansko mislim, da smo zaradi tega dostikrat posel dobili. Zato, ker pač ta ženska ni utihala, ne, in je marsikaj povedala in je vedno dala feedback tudi na tehnični strani. Je pa tako, no, zelo pomaga imeti vsaj nekoga iz razvoja oziroma pomaga imeti moža s sabo, ne, ker pač tudi, če on, vam povem iskreno, tiho sedi, je drugačen občutek, če so na drugi strani 3 moški, ne, kot če bi bila sama. Tako da, ampak jaz mislim, da lik zaradi tega smo dostikrat posel dobili. Super. Zanimiva izkušnja, ja. Mateja? Maja, to je samo prvih 5krat, 6. te čisto kul, če je 10 moških tam. Ja, saj vem, ampak hočem reči, še vedno se to dogaja, ne. Drugače, ja, Šalim meni je se. kul. Večji problem imajo po moje moški na drugi strani mize. Ja, jaz imam zdaj pač developerje in mislim, da sem 90% prva ženska vodja. Pa so čisto kul, vsi smo kul. Nobenega šoka ni bilo več pol. Ja, saj, da ne bo pomote, jaz nisem mislila pri zaposlenih, ne, tam itak, ampak pri tem, ko recimo prideš v neko veliko podjetje na sestanek, pa oni vedno pokličejo vodje vseh oddelkov, ki morajo biti zraven, čeprav tam nimajo kaj delati, recimo, ne, in potem bom rekla, najprej greš skozi filter pri vsakem posebej, a si ti zadosti v redu, da si tam, ne. To recimo mene včasih moti. Mi smo imeli en manjši primer zdaj, ko so recimo bi moji sodelavci prej obupali nad delom, kot jaz, ne, ker je bilo, pa to so nam dali prenizko ceno, pa to so premajhne marže, to namo dela, ne. Ampak po moje, ne, vsega pa, dajmo mi sami iskreno tako povedati, ne, zdaj tega nismo skomunicirali, ne, da so premajhne marže in da mi pač tako ne bomo, ne. Dajmo sam jasno povedati, ne, smo imeli še en sestanek, jasno smo povedali, prenizke marže so, preveč zahtevate za pač, ne, tak profit in pač mi ne moramo biti. In so oni rekli, koliko pa rabite pol? In smo sklenili posel. Sam to pač, da ne, da sam pač vse še enkrat si jasno poveš, še zmeraj smo lahko na ne. Sam dajmo si sam clearly povedati, nimamo dovolj marže, za nas se ta biznis ne splača, zahtevate preveč. In ko so to slišali, so rekli, kaj pa lahko omilimo? Ne rabite bančne garancije, prav, ne rabimo bančne garancije, lahko malo višjo ceno, lahko tudi to, koliko, jaz bom toliko ne bom in se zgodi biznis, ne. In ta primer mi je bil recimo pred 2 tedni za to, ne, ker predtem je bilo pa namo dela, ne, oni nam nič noče, da to oni hoče, to pa to, mi namo konc, da. Ampak pa ne pa šlo. Super. Mateja je že napisala, da se jim mudi. Jaz imam samo še eno vprašanje v bistvu za proti koncu naše okrogle mize. Pa bomo začeli z Matejo, ki prva odhaja. In sicer, a ste si kdaj v življenju rekli, mater, zakaj nisem dec? Vse bi bilo lažje. Mogoče kdaj v začetku, zdaj ne več. Ne, zdaj mi je prav kul je. Bring it on, I can do this. Ne boste se vi hecali z mano. Ja, točno to, ja. Kadar je kdo rekel, ne, ti pa ne moreš, a ne, takrat pa gremo, ja, zmoram. Jaz zmoram vse, kar hočem, tako da, to je to. Regardless, ni važen spol. Točno to. Pa tudi je neko zadoščenje, ko recimo vidiš v očeh ali pa v odnosu nekoga, da si pridobil spoštovanje, če te mogoče prej malo po strani gleda, pa na teh sestankih, pa na pogajanjih, vseh teh, ne. Pa je to malo, rečemo, zadoščenje, pa da vidiš, da si mogoče kakšnemu dekletu lahko na nek način vzgled, ne hote, ne. To je pol potem vredno, da smo to, kar smo. Pa da s tem, kar imamo, naredimo najboljše, kar lahko. Prav. Odlično. Točno to. Imaš še kaj za dodati? Cice? Jaz sem imela samo en primer, samo enkrat, drugače ne. Porodni mizi? Tudi takrat ne, ker vem, da sem mogoče zmogla lažji, kad bi to moj mož. Ne, drugače ne bi zamenjala za nič to, da sem ženska, v bistvu se mi zdi, ne, da je prednost in je edin enkrat in to, ker smo imeli sestank z Ameriko sred noči, jaz sem še dojila
in je bilo ful pomembno, da pridemo v eno veliko home buying verigo. Za velik delež je bil sestanek sred noči in se tam pogajam, da pridemo to in slišim mojega sina, ki se joka. In jaz ga moram dojiti in zdaj moram to zrihtati. In vedno bolj se je drl in jaz sem bila čisto vedno bolj rdeča in tam možo, ni tega nekaj zrihtila. In takrat sem si mislila, kako mi bi bilo lažje, da ne bi rabila. Zdaj pač, dojiti otroka bi lažje to. Recimo, to je bil en primer, ki je malo stresen, ne? Ampak smo tudi to, smo šla tudi to čez. Shendlala tudi to. Maja, imaš ti kakšno tako izkušnjo? Ne, v bistvu ne, zdaj sem sicer razmišljala malo, ampak ne, Tica, mogoče si pa ravno zaradi to dobila posel, veš, ker si bila tako odprta, pa sploh Američani so zelo tako, wow, super, nekaj novega, ta ženska je iskrena. Ne, jaz mislim, da v bistvu že celo življenje živim tako nekako v tem bolj v navednicah moškem svetu in pravzaprav ne, nisem imela take izkušnje, sem pa doživela mrsti, recimo prav na faksu. Se spomnim, ko sva bila na izpitu, jaz pa moj sošolc, pa enemu malo starejšemu profesorju in jaz, ko sem res vse znala, vse odgovorila, mi je dal 8, on ko je odgovoril, pa ne vem, eno vprašanje, pa še tistega se je zmotil, sem ga mogla jaz popraviti, mu je dal pa 10. Pa to ni bil edin primer, ne, in potem si rečeš, pa dobro, pa kaj moraš narediti, če si ženska, ne. Če bi bil moški, bi bilo dosti lažje, ne. V takih situacijah, recimo, mogoče bi res bilo lažje, no, ampak sem vesela, da sem dala tudi to plat čez, no, tako da včasih je malo težje, pa stisnemo zobe, pa pač gre. Ja. Super, dame, ostanite tako naprej odlične in uspešne in super ženske. Hvala še enkrat, da ste si vzeli čas za današnjo okroglo mizo. Upam, da smo inspirirali kakšno punco in da smo mogoče tudi kakšnemu moškemu dali vpogled, kako razmišljamo in kako je z nami super lepo delati, ne?